Takole Sašo pokaže sumljive kretnje, ki so pritegnile njegovo pozornost v nakupovalnem središču. Tak je držal preko roke vrečko in gledal, jaz mislil, da gleda telefon ali kaj zvem, kaj gleda, ampak se je tako čudno obračal. Ker je bila na igralih tudi njegova 12-letna hčerka, ni ostal miren. Instinktivno sem pač pristopil do njega, pa želel videti, kaj je slikal. Ko je začel brisati slike, sem pa mu aparat odvzel. Na fotoaparatu je imel 24-letni državljan Belgije kar 10 000 fotografij. Predvsem otroci, približani, slikano v predele genitalije, zadnjice in predvsem to mladi fantki. Fotografiral je nič hudega sluteče otroke v nakupovalnih središčih, restavracijah, igralnicah, na mestnem trgu in tudi v parku. Da domnevni pedofil v Mariboru ni osamljen primer in se nekaj takega lahko zgodi tik pred našimi očmi, nam pove tudi mamica 3 otrok. Na morju smo videli enega gospoda, ki je hodil po plaži in fotografiral ravno otroke. Zato je toliko bolj previdna. Kot starš sem sigurno zgrožena. Če bi to storil mojemu otroku, pa ne vem, kakšna bi bila reakcija. No? Mislim, da neprijetna. Po moje bi ga lastnoročno. Na srečo je lastnoročno domnevnega pedofila zaustavil tudi Sašo, ki se je obrnil na policijo, kjer nam potrdijo, da so ga zaradi premalo dokazov morali izpustiti. Ta osumljenec je bil v tisti noči dejansko pretepen, v zvezi s tem ni želel podati nobene prijave, tudi ni iskal zdravniške pomoči, ampak je, kot rečeno, državo zapustil. Verjetno je treba počakati, da bo nekoga spremljal v eno ulico ali pa na WC, pa mu kaj še groznega naredil, da potem lahko ukrepajo. Nihče se ne kaznuje nikoli za nič, ne? Če pa že dobi kako kazen, pa se pritožujejo in jih oprostijo, ker so vsi manj prištevni, kar pa ni res. In tudi tokrat se je izkazalo, da je tako. Belgijec Tim je namreč ta trenutek že v drugi državi, v drugem parku.